Jaz sem Janin, tale moj gost je pa Miran Stanovnik, ena od slovenskih legend, motorističnih, športnih, med drugim tudi vojaških, tekmovalcev v športih motorističnih, še preden se je sploh Slovenija samostojno začela. Danes pa župan. Miran, pozdravljen. Živijo. A se ti spomniš, da sem se midva spoznala pravzaprav? Ja, kdaj sva se srečala, spoznala sva se malo kasneje, ampak srečala sva se po dolgo leta nazaj. Jaz mislim, da pred 30, več kot 30 leti, ne? Leta 89? Ja. No, smo se tudi spoznala, smo se skupaj pelali. Kasneje smo se pa še bolj spoznali. No, že. Ampak moram povedati, da je takrat, da si delal na Avtotehni, ali kje že? Slovenija Avto. Slovenija Avto. On je bil takrat fanatičen voznik avtomobilov, bolj kot motorjev, ne? In nas je pelal, mislim, da v Jugotu. Je pa izvajal marsikaj, med drugim tudi to, da je zročno delal osmice po deževni cesti, pa še kaj drugega, takrat, ko smo se pripeljali v Zagreb. Ja, takrat ni bilo to tako bogokletno kot zdaj, nevarno je bilo pa isto. Kako se pa sploh izvede to? Zdaj, mislim, da moraš volan obrniti rahlo levo, potem pa pritegniti ročno in potem se zadeva obrne naokrog, ali kako? No, to se izvaja tudi v desno ali pa levo, ampak običajno mi imamo nekako ugrajeno, da se lažje gre v levo, ampak vse te stvari, če že kdo želi, seveda vemo, kje se izvajajo. Zdaj imamo centre varne vožnje in dirkalne vožnje, dinamične vožnje, tako da tam se to počne. Nama je to uspelo. Takrat je bilo, mislim, da 42 000 prijavljenih iz cele Jugoslavije pokojne. Od tega kar precej Slovencev, izbrali so nas pa samo 40. In smo šli vsi skupaj na Jastrebarsko pri Zagrebu in tam smo, kaj smo počeli, raj ti povedati, da bom jaz vedno govoril. Vse možno, no, kar se da, v bistvu poudarek je bil seveda na tem, si ti dovolj zdržljiv ali nisi, potem seveda imaš neko afiniteto do avtomobila, do terenske vožnje, da tudi veš, kaj je cilj te terenske vožnje, priti na cilj, ne pa razbiti avto na ta prvi korenini in tako dalje, imaš afiniteto do timskega dela in tako da v bistvu je taka prijetna izkušnja, športno, avanturistična, povezana z tehnologijo, s tehniko, skratka, luštna. Cela zadeva je bila pravzaprav mišljena kot reklama za Camel, ampak takrat so bile že prepovedane direktne reklame za katerekoli cigarete. Potem je pa ta firma se odločila, da bo pač Camel Trophy nekako promovirala, ker to pa potem ni direktna reklama za cigarete, čeprav je seveda kljub vsemu bila, no, ampak kaj hočemo, mi smo se imeli kar imenitno. Oba dva so takrat že končala vojsko in oba dva so ugotovila, da je podobno vojski, brez tistih negativnih stvari, ki so bile v vojski. Ja, zdaj če se vrneva na tisto vojsko tudi, ne, tukaj ima vsak posameznik svojo izkušnjo. Odvisno, kje je stažiral oziroma kje je bil in tako naprej, jaz lahko rečem, da sem tudi v vojski imel izredno dobre, pozitivne izkušnje. Vsako minuto, ki sem jo tam preživel, se mi zdi, da mi je potem kasneje v življenju koristila. Je pa res, da sem mogoče imel srečo, da sem bil poslan tja, kjer so take razmere bile. Kar se pa tiče seveda te promocije take in drugačne, pa takrat so že te marketingarji, bi lahko rekel, ugotovili, da se produkti prodajajo z zgodbami, podprtimi zgodbami, dosti bolje kot pa sam produkt sam po sebi, ampak če si nekje hotel prodajati en artikel boljši, si ga seveda mogel podpreti eno zgodbo, ki so ljudje gledali, spoštovali, videli tam notrene heroje, junake, njihove vzornike, potem so pa tudi tiste, če bi, ne vem, vsako jutro zajtrkovali čokolino, bi verjetno porasla prodaja čokolinota. V kakšnem rodu vojske si pa bil? Jaz sem bil v šoli rezervnih častnikov pešadije, se pravi pehote v Bileči. Bileči. V Bileči, ja, lahko reči, ja, vsak reče bilečanski kras, hercegovski kras, disciplina, red, šolanje in tako naprej. Vse je super. Mene so tam tudi vzgojili, ne. Potem sem pa stažiral v Gardi, v Beogradu.
takrat je bila Titova garda, želel sem si tja, ker sem bil pač odličen in sem lahko tudi nekako sugeriral, kam bi rad šel. In sem se srečal z eno dobro izjavo, ko je rekel en moj nadrejeni oficir, pravi, tukaj imaš polovico neizobraženih ljudi, ki ne poznajo zakonodaje, ne poznajo pravila službe in vse tako naprej. Natančno pa vsak ve, kaj je pošteno. In tega se drži. Če boš pošten, je to. In še vedno imamo tiste pristne kontakte s temi mojimi vojaki, ki živijo vse povsod po naši tisti bivši Ranki deželi, se obiskujemo, se videvamo, smo v kontaktu in to je nekaj neprecenljivega. Ja, ti si precej trpežen človek, pa verjetno tebi ni bil to problem, ampak večina ljudi, ki jih vprašaš, rečejo, da je bila Bileća najhujša med vsemi temi oficirskimi šolami v Jugoslaviji. Pa sej, v bistvu, če gledam eno vodilo mojega življenja, ne, jaz sem vedno bil nekje, sem hodil po robu, ker tam se dosegajo uspehi, ne. Malo za enim tveganjem, malo za večjo porabo energije, vse skupaj, skratka, tisti, ki se meni ta tista neka cona udobja nikoli ni bila prav blizu, no. Ker se mi zdi, da v coni udobja nikoli nisem bil zadovoljen z doseženimi uspehi, ki sem jih dosegel. Seveda, vedno bolj se tudi v dirkanju kasneje, ne moreš se te voziti tako po avtocesti, pa potem pričakovati, da boš zmagal dirko. Tam je tveganja, tako v alpinizmu, tako v športih in tudi v poslu.